Živijo lepi ljudje, sva Laura in Matic in junija 2024 sva se odločila obiskati vse občine v Sloveniji. In za mano vidite 31 grbov občin, katere sva že obiskala. Te epizode so do sedaj v angleščini in ker pričakujeva dojenčka in ne bomo mogla nekaj časa snemati novih epizod, sva se odločila prevesti vse dosedajne epizode. Občine bo hkrati tudi ocenjevala in bo naredila najino top lestvico najboljših občin v Sloveniji. Da ne boš zamudil nobene najine dogodivščine, se naroči na najin kanal. Je popolnoma brezplačno in s tem naj jo ful podpreš. Zdaj pa začnimo s prvo epizodo Lukovica. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji in prva občina je moja domača občina Lukovica. Najina pot bo trajala približno 30 minut. Zadnja destinacija pa bo na Trojanah, kjer bo poskusila največje krofe v Sloveniji. Pa začnimo s prvo postajo in to je Gradiško jezero. Okrog jezera je veliko klopc, kjer se lahko usedete, sprostite in uživate v naravi. Tale labodji par nama je sledil kar nekaj časa. Po kratkem sprehodu pa si seveda privoščimo še eno kavico in nadaljujemo pot. Naslednja lokacija so ribniki na Prevojah. Ko sva prišla, je že spet en labod plaval proti nama. Pozvala sva tudi mehne račke, ki so bile zelo prikupne. Čeprav prihajam iz te občine, tukaj še nikoli nisem bil, zato sem bil zelo prijetno presenečen. Nadaljujeva do grada Brdo pri Lukovici. Grad je bil zgrajen v 15. stoletju. Danes pa so od njega ostale le še ruševine. Leta 1943 je bil med drugo svetovno vojno požgan. Kljub temu ostanki še vedno pripovedujejo o njegovi nekdanji veličini. Pot nadaljujeva do Čebelarskega centra Slovenije. To je odlična destinacija za vse ljubitelje čebelarstva. Želiva poskusiti med, vendar je center žal zaprt, saj je vikend. Kljub temu je bil obisk zanimiv. Pa pazi to, največja čebela na tem svetu. Ne, samo 3D model. Ker so po vseh dogodivščinah že pošteno lačna, je čas, da si privoščiva nekaj okusnega. Odpravljamo se v gostilno Furman, ki sega v 17. stoletje. Poskusila bova rokovnjaški golaž. Ime gostišča izhaja iz besede Furman. Furmani so bili prevozniki s konjskimi vpregami, ki so po Sloveniji prevažali blago med kraji in mesti. Les, moko in druge nujne potrebščine. Njihovo delo je bilo ključno za trgovino in je predstavljalo pomemben vir dohodka za njihove družine. Med dolgimi potmi so se pogosto ustavljali prav v tej gostilni. Še eno zanimivo dejstvo. Jed rokovnjaški golaž je poimenovan po rokovnjačih. To so bili ljudje, ki so postali rokovnjači, ker je cesar Jožef II. Uvedel dosmrtno vojaško službo za fante brez zemlje ali poklica. Živeli so v gozdovih, preživljali so se z občasnim delom ali krajo ter imeli svoja pravila in celo svoj jezik. Spomin na to obdobje je ohranjen tudi v grbu občine, kjer je upodobljen rokovnjač. Za konec dneva pa še vožnja na Trojane, kjer poskusva znameniti največji krof v Sloveniji. Krofi so znani po svoji velikosti in odličnem okusu. Midva jih že poznava, saj jaz sem Trojančan, torej jaz sem Trojančan z rodovnikom, tako da krofe v bistvu dobesedno gledam čez oken. Najbolje jih je pa jesti z mlekom, tako da probite. Tako so zaključila obisk prve občine Lukovica. Na najini lestvici pa seveda zasede prvo mesto. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes sva v občini Vojnik. To je najina pot, ki bo trajala približno 45 minut. Trenutna lestvica najboljših občin je še čisto siromašena. Pa da vidimo, ali bo Vojnik prehitel Lukovico. Voziva se po
Piranski cesti in naj voznik Tico ni najbolj navdušen. Skrbi ga, kam se bo omaknil, če nama nekdo pripelje nasprot. Ampak poglejmo, kam naj ta pot pripelje. Pravkar sva parkirala pri hiši na ranču Cain Grom. Iz hiše je stopila prijazna gospa, ki nama je pokazala okoli ter povedala več o tem kraju. Ranč Cain Grom združuje živali, naravo in ljudi že več kot 35 let. Filozofija ranča temelji na spoštovanju živali in zagotavljanju njihovega dolgega in kakovostnega življenja. Živijo, Bog dej. Videla sva konje, ponje, koze in še mnogo več. Res luštna lokacija. In se že peljeva proti Svetem Tomažu. S pomočjo Google Eartha sem načrtoval pot, tako da sem v bistvu na zemljevid postavil tistega rumenega človečka in preveril, kje moram zaviti. Med potjo pa sva še uživala v čudovitih razgledih. In sva pri cerkvi Svetega Tomaža. To je pravzaprav večja kapela iz 19. stoletja. Poleg nje stoji še mogočni črni gaber, star skoraj 600 let, s premerom debla 325 cm. In sva že v centru Vojnika. V preteklosti ga je prizadel hud požar in uničil skoraj vse hiše. Danes pa so te obnovljene in kot del kulturne dediščine ohranjajo podobo iz 19. stoletja. Kasneje sva se ustavila v središču Vojnika na kavici. Med sprehodom po centru sva naletela na eno od debelejših turških lesk v Sloveniji s premerom 290 cm. Seveda sva se mogla ustaviti pa malo posneti. Najina naslednja destinacija Dvorec Tabor. Malo bo raziskala posestvo z lepim parkom za zgradbo. Tabor je dvorec, zgrajen po letu 1524, s strani viteza Jurija Lindeškega, je 13-stropna zgradba s kvadratnim tlorisom. Lali, lej, tist kamen je čist v obliki Slovenije. Nedaleč stran še en grad, in to je grad Lemberg, ki sega v 12. stoletje. Bil porušen leta 1453, obnovljen leta 1584 in večkrat prenovljen. Danes gosti dogodke, kot so poroke. Seveda pa ne mora spregledati tega lepega razgleda. Pa pojdiva nazaj v dolinco, v vas Polže, ki jo sestavlja 5 domačij, Mira pa bo iskala eno izmed njih, Soržev mlin. To je 700 let star vodni mlin, ki še vedno deluje danes. Lokalno pridelano žito melejo med naravnimi mlinskimi kamni v različne vrste polnozrnate moke, kar zagotavlja višjo hranilno vrednost. Na koncu mlina Roton moko preseje in jo zapakira v papirnate vrečke.
nazadnje so obiskala še žago, kjer prikazuje prvotni način žaganja hlodov. Obiskovalci lahko tako živo opazujejo zgodovinske tehnike obdelave lesa. Za vsak kotiček te domačije je res lepo poskrbljeno, kot lahko tudi vidite. Če želite obiskati Soržev mlin, pokličite prej in se naročite. In pa še en mehen prigrizek za mojega Matička. Za konec sva obiskala Frankolovski bazen, odličen kraj za osvežitev poleti. V bližini so tudi dvorec Majpingel, graščina Socka in graščina Frankonova. Druga od 212 občin Končana. Zanimiva občina in na najini lestvici trenutno zasede drugo mesto. Hvala, da si vzel čas in pogledal najin video. Ne pozabi se naročiti na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. Všečkaj video in se imej lepo, mi se pa vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes sva v občini Tabor. Najina pot bo trajala približno 20 minut. Tukaj je trenutna lestvica, pa da vidimo, na katero mesto se bo uvrstil Tabor. Najino raziskovanje bova začela na trgu Svetega Jurija. Trg je bil urejen pred parimi leti. Prej je bila tukaj le travnata površina. Danes pa prostor služi kot zbirališče za kulturne dogodke, druženja in pa otroško igro. Preden nadaljujeva pot, pa si privoščiva še eno kavico v kavarni Lisjak. Notranjost je res lepa, ambient je topel, kava je pa zelo dobra. O prihodu pa so doživela še en zabaven trenutek. Med parkiranjem sva mislila, da vidva mačko, ki stoji za avtomobilom. In sedaj, ko so se vrnila s kave, pa so ugotovila, da ni bila mačka, ampak zajček. Ta se sproščeno sprehaja po kraju. V ozadju pa se odpira pogled na goro Krvavico. Ime naj bi izviralo iz rdečkaste zemlje pod skalnatim vrhom in je povezano z različnimi legendami in pripovedkami. Sedaj pa se že peljeva proti ranču Paloma. Lej, ga že vidim! Lastnik Luka nam je prijazno sprejel in nama razkazal posestvo. Prostor je bil pred kratkim obnovljen in je vse zelo lepo in urejeno. Tukaj lahko obiskovalci spijo kavo ali pa pijačo. Na ranču seveda ponujajo jahanje, organizirajo tabore, otroci pa lahko celo prespijo na seniku. Poleg konjev imajo tudi druge živali, kot je tale pesek. Naslednja postaja Kozolec ob Ribniku. Tukaj pripravljajo poroke in druge dogodke, prostor je pa zelo slikovit.
V zimskem času je kozolec ogrevan, vendar je za obisk potrebna predhodna rezervacija. Celotno območje je zelo lepo urejeno, primerno za posebne priložnosti. Spada pod hišo Lisjak, ki pa ima 3 lokacije, ta kozolec, na jasi in kavarno, kjer sva bila na začetku videa. Želela pa so obiskati tudi turistično kmetijo Laznik. Tukaj ponujajo degustacije in imajo nagrajeno salamo. Vendar so imeli dogodek, zato nisem mogla vstopiti. Ampak nič zato, ker so se ostalo pri avtomatu z domačimi izdelki, kjer sva tudi kupila to nagrajeno salamo. Seveda sva jo takoj sprobala in okusna jo je res navdušil. Je zelo okusna in kakovostna. Wow. Na koncu so obiskala še turistično kmetijo Vajs. Tukaj lahko obiskovalci prespijo v apartmajih ali v sobah za zajtrkom. Okolje je veliko narave, imajo bazen, prostor za kampiranje ter domače živali, kot so koze, prašiči, kokoši in pa zajčki. Prostor je idealen za oddih, kolesarjenje in sproščanje v naravi. S tem sva zaključila 3. od 212 občin. Še ena več na najni lestvici. Tole sva uvrstila na 3. mesto. Hvala za ogled. Če ti je bilo všeč, se naroči na najin kanal, všečkaj in se vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes sva v občini Prebold. Najina pot bo trajala približno 20 minut. Trenutna lestvica s 3 občinami. Ajde, gremo pogledat Prebold. Začela bova v centru Prebolda. Klasično manjše občinsko središče, cerkev, pošta, mala trgovinca. Mirno, urejeno in preprosto. Na kratko sem si ogledala okolico in cerkev svetega Pavla. Nato pa sva se odločila, da je čas za kosilo. In sva že v restavraciji in pizzeriji Jajčka. Prostor je prijeten, ambient je top, midva pa lačna. Naročila sva 2 pici in sladico. In lahko rečeva, da so ocene na Google Mapsu kar upravičene. Hrana je res dobra, porcije poštene, midva pa zadovoljna. Tukaj so nama 1 leto kasneje tudi naročili torto za najino dekliščino in pa fantovščino. Naslednja postaja je ribnik Prebold, kjer pa ni nič dogajanja, a je prijeten za kratek sprehod ali pa ribolov. Na hitro sva si ga ogledala in nadaljevala naprej. Ustavila sva se tudi pri bazenu Prebold. Poletje je tu zagotovo super lokacija za osvežitev, saj imajo poleg bazena še igrišče za odbojko in tenis. V bližini sva našla še en prijeten kotiček za kavico, katero si je Lali itak prvošla. Ko sem se ozira naokrog, sem videla še graščino Prebold, stezo za radijsko vodene modele RC in hribček za jadralne padalce. Pot naju je nato pripeljala do ribnika Druškovič. Sprva nisva vedela, lahko vstop ali ne, ampak sva vseeno preverila. In vesela sva, da sva to storila. Lokacija je čudovita, mirna in polna skritih kotičkov, kjer se lahko usedeš in uživaš v naravi. Lastniki so bili zelo prijazni in ambient nam je bil res všeč. Lali si je ponovno prvošla kavico. V tej občini samo jeva pa pijeva.
Pa še en ljubček za kamero. Ena bolj posebnih lokacij pa so ti geopunkturni krogi v Šeščah. To so kamni z oklesanimi kozmogrami in vsak ima svoj pomen. Celoten prostor je namenjen povezovanju z naravo in energijo Zemlje. Vzdušje je mirno in sproščujoče. To je res idealen umik od vsakdanjega tempa življenja. Tukaj imaš tudi možnost prenočiti. Vsak pa si lahko izbere kamen, s katerim se najbolj poveže. In to so storila tudi midva. A ja, pa še to. To je tudi občina, v kateri smo prvič uporabila dron. Evo ti še nekaj posnetkov. Za konec pa se peljeva še na kmetijo Rakun, ki sva jo našla na Facebooku. Žal danes ne obratujejo, zato sva dan zaključila kar z ostanki iz pizzerije od prej. Tudi to je del raziskovanja. Prebold naj je pozitivno presenetil, ampak na najini lestvici jo dava na trenutno 3. mesto pred občino Tabor. Hvala za ogled. Če ti je bil video všeč, se naroči na Rajin kanal, všečka video in se vidimo v naslednji epizodi. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes bo raziskovala občino Škofljico. Najina pot bo trajala približno 45 minut. Trenutna lestvica pa zgleda takole. In prva postojanka je gostilna Orle. Do sem lahko priješ peš, s kolesom ali pa z avtom. Si privoščiš kavo ali pa kosilo. Pa seveda ne smem spregledati razglednega stolpa. Ta ponuja čudovit 360-stopinjski razgled. In lej, tudi Ljubljano se vidi. Lokacija je res vredna obiska. Naslednja postaja je Renčo Koran. Tukaj imajo res ogromno živali. Njihova glavna dejavnost pa je jahanje konjev. Kar se nama zdi res posebno na tej lokaciji, je to, da ponujajo jahanje tudi za otroke s posebnimi potrebami. In tukaj je jahal tudi od Matica bratec, kar definitivno naredi lokacijo še bolj posebno. Obiskala sva tudi mini živalski vrt, kjer imajo osle, koze, zajčke, prašiča, gosi in kokoške. Kokoši so bile kar pogumne, saj so Lauro celo malo napadle, ker so mislile, da so njene klače hrana. Pot naj jo je pripeljala do dvorca Lisičje. Zgrajen je bil v 16. stoletju. Prvotno se je imenoval Jastrabija jasa, kasneje pa so ga domačini poimenovali Lisičje po lisicah iz bližnjih gozdov.
Na hitro pa sva se ustavila še pri kamnolomu Pleše pri Škofljici. Takrat sploh nisva vedela, da je to privatno zemljišče. Ampak poglej tole, gre za odpuščen kamnolom z jezerom v tisti pravo smaragdno-zeleni barvi. Nadaljevala sva v parku Čutil, ki je bil zgrajen pred kratkim. Park ponuja učno pot z informativnimi tablami o rastlinah, razgledno ploščad, otoček za race in celo otoček za čebele. Lokacija je mirna, primerna za sprostitev in sprehod v naravi. Videla sva tudi veliko želvic. Sama pa bova naredila cel krog, tako da gremo hiter posnetek. Na koncu sva se ustavila še v starem jedru Pijave Gorice. Posebej zanimiv je star skedenj iz sredine 19. stoletja, ki je ohranjen v prvotni obliki. Tudi vodnjak in cerkev na drugi strani ceste lepo dopolnjujeta podobo kraja. In to je to za najino 5. od 212 občin. Na najni lestvici jo dajeva na 4. mesto. Če ti je bil video všeč, ga ne pozabi lajkati, narod se na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno in se vidimo v naslednji epizodi. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes raziskujeva občino Rače Fram. Najina pot traja približno 35 minut. Trenutna lestvica najinih najljubših občin pa izgleda tako. Najprej greva do potnikove smreke. Tamle je znak, da greva po pravi poti. To mogočno, približno 35 metrov visoko drevo, stoji nad potokom, njegove korenine pa segajo na obe strani potoka. Pravijo, da so tod hodili že Rimljani na poti do kamnoloma. Ko jo prvič zagledava, naj jo popolnoma navduši. Od parkirišča pri Svetem križu je do nje le nekaj minut hoje. Nato se ustavlja pri Potnikovem kostanju, enem najdebelejših kostanjev v Sloveniji. Obseg debla meri kar 900 cm. Čeprav ga je nekoč zadela strela, je še vedno zelen in živ, notranjost pa je votla, kar daje drevesu še poseben značaj. Pot nadaljujeva v središče Frama. Tam stoji cerkev Svete Ane, v bližnjem gozdu pa najdemo tudi ostanke starega gradu Fram. Nedaleč stran odkrijeva še rimski vodovod imenovan Zlati studenec, kamniti kanal, zgrajen za dovod vode v antični Petovijo, današnji Ptuj. Kanal je širok približno 1,4 metra in visok 0,7 metra, ter je zgrajen iz kamna in gline. Kot ljubitelj rimljanske zgodovine sem nad tem res navdušen. V Framu obiščeva tudi najstarejšo še delujočo oljarno v Sloveniji. Ta sega v 18. stoletje. Tukaj pridelujejo bučno olje vrhunske kakovosti. Po tem snemanju sva že kar lačna, zato se še ostava na kosilu pri Tarvi. Tukaj naj pričakajo velike porcije, okusna hrana in pa zelo prijazno osebje.
Sledi obisk gradu Rače, enega najlepše ohranjenih ravninskih gradov v Sloveniji. Zgrajen je bil v začetku 16. stoletja in je bil nekoč vodni grad, saj ga obdaja jarek z vodo. Danes je v lasti občine in služi kulturnim ter družbenim dogodkom. Na steni zunaj imajo tudi slike, kako je grad izgledal pred prenovo. Evo, tukaj je pa tale jark, o katerem sem prej govoril, kjer gre voda okoli, in pa most, katerega sva prečkala. Vodi v krajinski park Račji ribniki Požeg. Ta se razteza na več kot 800 hektarjih. Tukaj opaziva labode in race, sicer pa na območju živi več kot 200 vrst ptic, številne vrste kačjih pastirjev ter dvoživk. Park je primeren za vse generacije in ponuja mirno povezavo z naravo. Prav tako pa lahko najdemo tudi informacijske table. Kot kaže, bo kmalu deževalo, zato mora pohiteti. Trenutno se nahajava v botaničnem vrtu Tal 2000, ki se razprostira na več kot 6000 kvadratnih metrih. Vrt se ponaša z največjo zbirko vodnih in obvodnih rastlin v Sloveniji, med drugimi rumeni blatnik, vodni orešek in redka štiriperesna deteljica. Opazva tudi žabe, želvice in številne žuželke. Imajo tudi prostor za otroke, kjer lahko najdejo skrite zaklade. Lastnik nama razloži veliko zanimivosti o rastlinah in kristalih. Nekaj kristalov pa seveda tudi kupa za domov. Občina 6 od 212 končana. Rače Fram naju navduši z bogato zgodovino, naravnimi znamenitostmi in zato na najini lestvici zasede prvo mesto. Naroči se na najin kanal, všečkaj ta video, se vidimo v naslednji občini. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In tokrat raziskujeva občino Mirna. Najina pot bo trajala približno 15 minut, a kljub kratki razdalji naj čaka veliko zanimivega. O ne, koze, lali hiter! In tukaj je trenutna lestvica najinih top obiskanih občin. Južno od Mirne leži vas Lanšpreš. Med letoma 1766 in 1784 je posestvo pripadalo Petru Pavlu Glavarju, ki je zgradil večjo kapelo, eno najpomembnejših v dolenjski regiji. Območje odlikuje tudi edinstven kozolec s kamnitimi stebli. Posestvo Lanšpreš je skozi zgodovino zamenjalo več lastnikov.
V 16. stoletju ga je zgradila družina Gallenberg. Leta 1766 pa je bilo prodano Petru Pavlu Glavarju, ki je izvedel pomembne izboljšave. Grad je bil med drugo svetovno vojno poškodovan, leta 1954 pa popolnoma porušen. Glavar je bil tudi pionir slovenskega čebelarstva. Na Lajšprežu je imel okoli 200 panjev in napisal enega prvih slovenskih čebelarskih priročnikov ter tako pomembno prispeval k razvoju te obrti. Mirna je tudi dom podjetja Dana, enega največjih proizvajalcev pijač v Sloveniji. Podjetje ima več kot 70-letno tradicijo. Sprva so proizvajali močne alkoholne pijače, danes pa se osredotočajo na brezalkoholne napitke, predvsem na mineralno vodo in sadne sokove. Zdaj sva se ustavila pri ribniku Mirna in lokacija je res prijetna. Imaš kavarno, lahko si privoščiš kaj za podzob, najboljši pa je razgled na grad Mirna, ki stoji tamle na hribu nad ribnikom. Pa si ga pojmo pogledat. O ne, Miro, nisva glih za v hribe hoditi. Olej, tabla na desni strani. Grad Mirna je eden najstarejših gradov v Sloveniji. Zgrajen je bil konec 11. stoletja. Grad je bil med drugo svetovno vojno požgan in miniran. Obnova pa se je začela leta 1961 pod vodstvom dr. Markota Marina. Do leta 1991 so obnovili ključne dele, a grad še danes ni popolnoma obnovljen. Razgled z gradu je res čudovit in vreden vzpona. Na drugi strani ribnika najdeva tudi trim stezo Trimigo, dolgo 6 km s 13 postajami in 11 vadbenimi elementi. Pot poteka v senci ob prijetnem potoku, zato je primerna tako za športnike kot rekreativce. V centru na hitro še obiščeva cerkev Janeza Krstnika, ki lepo dopolnjuje podobo kraja. In končno sva prispela na najino zadnjo lokacijo, ki se imenuje Zoo Park Ranč Aladin. Tukaj imajo 40 različnih vrst in več kot 130 živali z celega sveta. O ne, koze, Lali, hiter! Leko ima hudo brado, to je moj Buraz, lepa brada, brat. Lali se jih malo boji. On točen ve, kje so priboljški. Zdaj moram pa sam preveriti, če ima ta prav kovanc, ker teli priboljški stanejo točen 1 evro. Lej ga, no, kuk si jih želi. Ta pa zgleda, ker velik pes. Po parku je veliko mest za sedenje in veliko igrišč za otroke. Res ima ogromno stvari. Tukaj se lahko streljate med sabo, imajo zipline, tobogane in še veliko več. Res je zelo primeren za otroke, kot tudi za otroke po srcu. Imajo tudi nekatere vrste živali, ki jih naš glavni živalski vrt v Ljubljani nima. Imajo veliko informativnih tabel, kjer lahko prebereš, kaj živali jedo, odkot prihajajo in kako jim je ime. Res zelo, zelo zanimiv.
Moja najljubša žival, ki sva jo videla do zdaj, je bil rakun. Res je tok srčkan. Moja pa perijski pes. Ok, zdaj greva pa po pivo. Imam kovanc, pa poskusva. Uspelo mi je. In tukaj je spet velik iger. Dej, da vam jih pokaževa neki. Imajo vse, od dinozavrov, različnih voženj do trampolinov in še veliko več. Lahko tudi prespite v Božičkovi hiški ali glamping hiškah, kjer so tudi že prispala in link do videa je spodaj v opisu. Občina 7 od 212 končana. Mirna naju je navdušila s kombinacijo zgodovine, narave in družinskih doživetij. In na najni lestvici odrine občino Rače-Fram z prvega mesta. Hvala za ogled, ne pozabi se naročiti na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. In se vidimo v naslednji občini. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes raziskujeva občino Žužemberk. Pred nama je približno 25 minut dolga pot. Grad je zelo lep in velja za enega najslikovitejših gradov v Sloveniji. Tukaj pa je trenutna lestvica. V Ajdovcu si ogledava vaški vodnjak iz leta 1932, ki je prava redkost v Sloveniji. Ima poseben mehanizem imenovan paternoster, ki deluje podobno kot stare vodne črpalke ob Nilu v Egiptu. Kovinske plošče z majhnimi posodicami se vrtijo in prenašajo vodo na vrh. Takšna vodnjaka sta v Sloveniji le dva. Po drugi svetovni vojni je bil opuščen, v 60 letih pa je dokončno prenehal delovati. Nadaljujeva v reki Krki, eni redkih večjih rek, ki ustvarja lehnjak. Domačini mu pravijo Lucky kamen. Na reki je več kot 90 lehnjakovih pragov, najlepše pa opaziva prav tukaj in pod gradom Žužemberk. Lehnjak nastaja iz kalcijevega karbonata in se oblikuje na mahu ter vodnih rastlinah, zato je mehek in lahek. Zgornji tok reke je ožji in primeren za kajak ali pa rafting, srednji in pa spodnji del pa sta mirnejša in bolj primerna za kanu. Pred približno 220 leti so se ob Fužinah, kjer so ponovno talili kovino, začele razvijati večje livarne. Večina današnjih tovarn izhaja prav iz te tradicije. Železarna in livarna v Dvoru pri Žužemberku je delovala med letoma 1796 in 1891. Bila je največja železarna na Slovenskem in znana po številnih umetniških litinah, ki so ohranjene še danes. Od leta 1820 se je livarna usmerila predvsem v litje železa. Izdelovali so tako uporabne industrijske izdelke kot tudi umetniške predmete, na primer svečnike, krožnike, peči ter ograje za balkone in mostove. Deli čevljarskega mostu v Ljubljani ter prvi vozički za železnico v Postojnski jami so bili izdelani prav v Dvoru. Zaradi visokih proizvodnih stroškov in konkurence je proizvodnja začela upadati. Leta 1891 pa so plavš dokončno zaprli. Danes si lahko zraven ogledamo muzej železarstva in galerijo, kjer so razstavljeni originalni odlitki ter prikaz postopkov taljenja in litja. Posebno doživetje pa so tudi te 3 hišice na drevesih, povezane s stopnicami.
Velike so približno 20 kvadratnih metrov in ponujajo čudovit razgled na grad in reko. Konstrukcija je iz lesa in jekla, pritrjena pa je s posebnimi vijaki, ki drevesa ne poškodujejo. Soba 1, soba 2 in soba 3. Nice. Najemnina 1200 evrov na mesec. Na Grajskem trgu stoji paviljon, za njim pa ostanki nekdanje cerkve svetega Jakoba, kasneje posvečene svetemu Jožefu, zgrajene leta 1317. Cerkev so porušili okoli 1955. Ob trgu stoji tudi litoželezni zmajasti vodnjak, izdelan v 60-ih prav v železarni v Dvoru. Tukaj je pa še eno zanimivo dejstvo. Še preden so v Sloveniji začeli predvajati filme, je bila prva slovenska igralka že v Hollywoodu. In to je ona. Njeno pravo ime je bilo Razalija Sršen. Nastopala pa je pod umetniškim imenom Zala Zarana. Leta 1921 je dobila svojo prvo pomembnejšo vlogo v ameriškem filmu Wheel of Fortune. Kasneje istega leta je zaigrala še v filmih kot so The Merry Widow, Backfire, The Big City, Wings in številni drugi. Skupaj je nastopila v 20 nemih filmih, igrala v gledališču in napisala več kratkih gledaliških iger. Z umikom nemega filma in prihodom zvočnih filmov pa se je umaknila iz filmskega sveta. In sva znotraj gradu Žužemberk in ta grad je res ogromen. Od znotraj je veliko večji, kot sva pričakovala. Prvi pisni viri, v katerih je grad omenjen, se pojavijo leta 1246. Tukaj je še nekaj zanimivosti o gradu. V srednjem veku je pogosto menjal lastnike. Leta 1374 so ga podedovali Habsburžani, leta 1538 pa so ga dali v najem Wolfu in Juriju Engelbertu Turjaškemu. Wolfov sin Andrej Auersperg je leta 1593 zmagal v bitki proti Turkom. Ko je leto pozneje umrl, je grad prešel v last Auerspergov. Leta 1591 je velik požar uničil večji del gradu, zato so ga obnovili in mu dali bolj utrjen videz. Zunanje obzidje s 6 stolpi je ohranjeno še danes, vendar je bilo med drugo svetovno vojno močno poškodovano. Grad je zelo lep in velja za enega najslikovitejših gradov v Sloveniji. Odprt je za javnost, vstop je brezplačen, prav tako je brezplačen dostop do razglednega stolpa. Na voljo so informativne table o zgodovini gradu, razgledi z notranjosti pa so čudoviti, saj se odpirajo na reko Krko in prekrasno pokrajino, ki obdaja grad. Obisk zaključiva pri glavni župnijski cerkvi, ki stoji na tem čudovitem hribu. Od tukaj se odpira res lep razgled na cel kraj, vidi pa se celo grad. V keltskih časih je tukaj stala naselbina in pot. Kasneje so zgradili cerkev svetega Janeza Krstnika, ki je bila v 14. stoletju posvečena svetima Mohorju in Fortunatu. Cerkev je leta 1944 pogorela skupaj z orglami. Obnovljena je bila leta 1994, leta 2005 pa so dodali nove orgle.
Tako zaključiva najin obisk 8. občine od 212. Na najini lestvici pa Žužemberk zasede 3. mesto. Ne pozabi se naročiti na najin kanal, je popolnoma brezplačno, všečkaj ta video, deli med svoje prijatelje in se vidimo v naslednji epizodi. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes sva v Cerkljah na Gorenjskem. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 25 minut. In pa trenutna lestvica, ki izgleda takole. In se že nahajava pri najinem prvem ribniku. V tej občini sta kar 2 ribnika in to je ribnik Lahovče, lušten in miren plec. Greva si ogledati še center občine. Za nami je domačija Prpetrovc, ki je bila nekoč stara kmetija, sredi 18. stoletja pa so jo preuredili v večjo zidano hišo z bogato okrašeno fasado. Hiša kaže na premožen življenjski slog lastnikov. Sredi 19. stoletja je dobila današnjo podobo, nad portalom pa je vklesana letnica 1863, ko je začela delovati kot gostilna. Danes pa tukaj najdemo turistično-informacijski center, muzej, galerijo in pa knjižnico. Leta 1886 je Ivan Hribar, znani ljubljanski župan, kupil staro hišo in jo preuredil v svojo poletno rezidenco. Zanimiva je bogato okrašena notranjost in čudovita lesena fasada. Bila je tudi prva hiša v Cerkljah za električno napeljavo po izgradnji elektrarne leta 1904. V zadnji epizodi sva govorila o prvi slovenski igralki v Hollywoodu. Tokrat pa stojiva pred hišo Ignacija Borštnika, očeta slovenskega gledališča. Igralsko pot je začel v dramatičnem društvu v Ljubljani. Po študiju na Dunaju pa se je vrnil v Ljubljano, vodil dramsko šolo in režiral pomembne igre, med drugimi tudi Veroniko Desetniško. Leta 1894 se je preselil v Zagreb, kjer je 25 let soustvarjal sodobno hrvaško gledališče. Bil je igralec, režiser, pisatelj, prevajalec, pesnik in pionir filmske umetnosti. Odigral je več kot 400 vlog in pustil močan pečat v slovenskem in hrvaškem gledališču. Danes njegovo delo ohranja festival Borštnikovo srečanje, kjer podeljujejo Borštnikov prstan, najvišje priznanje za igralske dosežke v Sloveniji. Zdaj greva pa na grad Strmol. Od 12 srednjeveških gradov na območju današnje občine je ohranjen le še ta. Leži ob cesti med Cerkljami in Dvorjem, pod gozdnatim pobočjem. Nekoč je bil tukaj dvižni most, ki je grad varoval pred Turki. Grad je prvič omenjen leta 1287. Njegov lastnik je bil Veriant Strmolski, pozneje pa je grad večkrat menjal lastnike. V 17. stoletju so utrdili obzidje in prenovili notranjost. Zadnja lastnika sta bila Rado in Ksenija Hribar, ki sta bila leta 1944 tragično usmrčena. Po drugi svetovni vojni je bil grad nacionaliziran. Danes je v lasti države. Grad je ful lepo ohranjen, tukaj je mogoče prespati ali se celo poročiti. Moja sestrična se tudi je. Ob ribniku je tudi kavarna, kamor greva preveriti, ali je kava dobra.
In zdaj najin zadnji ribnik v tej občini, ribnik Češnjeve. Okoli ribnika vodi sprehajalna pot. Zanimivo je, da tukaj živi največji kačji pastir v Evropi, veliki studenčar, kordulogaster Hiros. Ribnik je del območja Natura 2000, kar pomeni, da ima posebno naravovarstveno vrednost. Češnjevek je bil nekoč znan po opekarstvu. Glinokopi so se sčasoma napolnili z vodo in nastali so ribniki, ki jih pa vidimo danes. Gangnam Style, let's go! Če pa greva malo severno od Češnjeveka, prideva pa v Adergas, kjer stojita cerkev Marijinega oznanjenja in nekdanji samostan. Cerkev je bila prvič zgrajena leta 1238 in ima dolgo ter zanimivo zgodovino. Prvotno je bila lesena, vendar so jo po turškem napadu leta 1471 ponovno pozidali. V njej hranijo najstarejši kip Svete Marije v Sloveniji, ki izvira okoli leta 1220. Pod cerkvijo so katakombe, kjer so pokopane nune. Danes je cerkev še vedno župnijska in ostaja pomemben kulturni ter zgodovinski spomenik. Tudi samostan je bil sprva večinoma lesen, po napadu pa so ga obnovili. Med letoma 1732 in 1771 so ga prenovili. Leta 1782 pa ga je avstrijski cesar Jožef II. Zaprl in preuredil v bolnišnico, kasneje pa v žensko prebivališče. Ime vasi Adergas zveni nemško, vendar to ni povsem tako. Izhaja iz nemško govorečih nun, ki so se tu preselile. Nastalo je iz izrazov kot sta Andergrasse na ulici ali Andergras na travi, saj se je vas razvila okoli njihovega samostana. Tukaj je tudi glavno in edino mednarodno letališče v Sloveniji, letališče Jožeta Pučnika. V tej občini lahko obiščete tudi smučišče Krvavec. Ta ima približno 30 km smučarskih prog. Krvavec pa ni samo za zimo. Poletje je tudi super za pohodništvo in druge športne aktivnosti. Posebno doživetje je tudi romantična večerja v kabini žičnice na 1500 metrih nadmorske višine. Ima pa Krvavec posebno mesto v najnih srcih, ker so se maja 2025 tukaj tudi poročila. Link do videa o najni poroki najdete v opisu spodaj. In to je vse za danes. 9. od 212 občin končana. Na najini lestvici Cerklje na Gorenjskem skoči na 4. mesto. Spremljaj naju še naprej, tako da se naročiš na najin kanal. To je popolnoma brezplačno. Seveda pa všečki ta video in se vidimo v naslednji občini. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Trzinu. To je najina pot, ki nama bo vzela približno 25 minut. O moj bog, glejte to, slovenska piramida! Čas je za 3. najmanjšo občino. Tukaj je še trenutna lestvica. Danes bo top 10 za Filan. Ok, trenutno hodba, ampak ne veva točno, kam morava iti. Upam, da vse najdeva pot. In so jo našla. Najno pot sva začela na Trzinski učni poti in prišla do prve lokacije Rihtovega bajerja. Kot
vidite, je Trzin večinoma poraščen z gozdom in ima veliko lepih sprehajalnih poti. Med priljubljenimi so Trim steza za tekače, Trzinska učna gozdna pot in pa učna pot Tonger. Trim steza je tik ob Barju in ima 20 postaj. Danes se ne bo prehodila, ker je zunaj mrzlo in vse je zmrzeno. To območje je življenjski prostor številnih ogroženih vrst rastlin in živali. Ena izmed rastlin je tudi močvirski tulipan, ki je upodobljen v občinskem grbu. Občina Trzin vključuje 5 območij naravne dediščine, ekološko pomembna območja Rašice, Dobeno-Gobavica ter posebno varovano območje Natura 2000. Trzin je imel pomembno vlogo v osamosvojitveni vojni leta 1991. Saj je ena izmed ključnih bitk potekala pri Trzinskem mostu čez reko Pšato, kjer stojiva zdaj. Spopad je potekal med jugoslovansko ljudsko armado JLA in teritorialno obrambo TO 27. junija 1991 v okviru 10-dnevne vojne za Slovenijo. V bitki so umrli 4 vojaki JLA in en pripadnik TO. V spomin na ta dogodek stoji spominska plošča na hiši za nama, ki je bila takrat najbolj poškodovana. Našla pa so tudi steber s slovensko zastavo. V prejšnji epizodi sva obiskala vilo Ivana Hribarja, zdaj pa sva na njegovem rojstnem mestu, na Jefačnikovi domačiji. Prvotna hiša je pogorela, leta 2008 pa je občina kupila posestvo in ga preuredila v kulturni spomenik. V njem so soba, posvečena Hribarju, razstava o narodno-osvobodilnem boju ter prikaz zgodovine Trzina, vključno z mesarsko obrtjo. Muzej je interaktiven, namenjen otrokom kot odraslim. Žal je zaradi lanskih poplav trenutno zaprt. Pred domačijo je tabla, ki opisuje bogato zgodovino Trzina. Ta sega v mlajšo kameno dobo. Arheološke najdbe na Ongerju in kamnite sekire iz kamnoloma pričajo o dolgi poselitvi. Trzin pa je znan tudi po lesenih kozolcih, tako da si pojmo enega pogledati. In so prišla do Tonšanovega toplarja, ki je v bistvu muzej na prostem. Tukaj so razstavljena različna orodja, ki so jih nekoč uporabljali pri kmetovanju. Večina predmetov ima oznake z opisi. Videla so na primer orodje za sajenje krompirja iz 50 let prejšnjega stoletja. Muzej je brezplačen, zgornji del pa se je mogoče ogledati le ob predhodnem naročilu. Najpomembnejši kulturni in umetnostni spomenik v Trzinu je cerkev svetega Florijana, zgrajena sredi 14. stoletja. Prvič je bila omenjena 1526. Leta 1902 je dobila stalnega duhovnika, od 1. januarja 1974 pa je samostojna župnija. V cerkvi so dela priznanih slovenskih umetnikov, med drugim iz ljubljanske kiparske delavnice ter umetnikov kot sta Franc Jelovšek in tudi Jože Plečnik. In pa za nami stoji tako imenovana slovenska piramida. V resnici gre za poslovno stavbo v industrijski coni.
Ni posebnih aktivnosti za obiskovalce, je pa vse zelo zanimivo za fotografijo. Na vse zadnje ne vidiš vsak dan piramide v Sloveniji. To je to za današnji video. Občina 10 od 212 končana. Na najini lestvici uvrstiva Trzin tik za Preboldom. Všečkaj ta video in se naroči na najin kanal za več novih epizod. Mi se pa vidimo v naslednji občini. Čau!